se smejati. Tudi vi se boste kakšen dan ali pa 3 po nakupu svoje Tesline trojke vozili takole po kakšnem parkirišču, pa malo trenirali vklapljanje in izklapljanje smernikov. V tem avtu namreč ni klasične obvolanske ročice, ampak sta na levi prečki 2 stikali za levi in desen smernik. Okay. In vem, da ste se takoj začutili nad praktičnostjo tega, ker se položaj stikal spreminja z vrtenjem volana in ja, imate prav, precej neumno, pa neuporabno je tole. Lev, ok. Lev. Ok, zdaj sem pokazal daleč najbolj trapasto stvar in gremo v bistvu lahko samo še na bolje. Za začetek z obliko, za katero ne bom rekel, da je noro huda, ker za moj okus nobena Tesla ni ravno oblikovni presežek, je pa po prenovi s temi bolj zanimivimi lučkami spredaj in zadaj avto za pogled bolj simpatičen. Bolj pomembno se mi zdi, da se sprednje steklo še vedno zajeda zelo nizko, zato je preglednost naprej dobra. Te kljuke tudi zahtevajo nekaj privajanja in niso najbolj praktične, kot tudi ni praktično pritiskanje tele kartice na B stebriček, da se avto odklene ali pa zaklene, ampak saj to drugo stvar Tesla odlično rešuje z aplikacijo in zadeva deluje brezhibno. V bistvu tega sploh nikoli ne potrebujem, dovolj je, da imam pri sebi telefon, pa se avto vedno odklene, zaklene tip-top. Notranjost je tokrat doplačilno bela in izgleda res hudo, se pa bojim, da bi bila po pol leta uporabe že kar fajn umazana. Sicer je pa takšna kot pri vseh ostalih Teslah. Stikal praktično ni in sem v bistvu prav presenečen, da imam klasična fizična stikala za odpiranje stekel, pa klasična stikala za nastavljanje sedeža, ker volana že ne nastavljam klasično, ampak preko tega vrtljivega gumba in tudi v bistvu sovoznikovega predala ne morem odpreti normalno, če prej ne pritisnem tukaj na zaslonu. Saj vem, vseh teh stvari se človek najbrž navadi hitreje kot pa uporabe teh smernikov, ampak vsem mislim, da je to že minimalizem, ki posega v praktičnost. Lahko pa dodam, da je vsaj ta vmesnik intuitiven in zelo bliskovit pri delovanju, v bistvu spominja na brskanje po telefonu, evo, takole, in ga boste takoj osvojili. V bistvu ga vedno pohvalimo, ga lahko zato tudi tukaj. Celo tole prestavljanje naprej in nazaj, ki ga izbiram kar na zaslonu, se mi v bistvu ne zdi nepraktično. Skratka, vam bo všeč. In všeč vam bo tudi splošno počutje tukaj notri, prostora je veliko, prtljažnika sta 2, en je spredaj, en je zadaj, tudi sedi se odlično, spredaj in zadaj, pa kakovost izdelave je v bistvu boljša, kot je bila prej. Malo občasno zaškripa samo tale volan, ampak se mi zdi, da ga slišim samo zato, ker je avto električen in je tih, sicer ga pa ne bi. Lahko nadaljujem z daleč najboljšo stvarjo in to je z učinkovitostjo pogona in polnjenjem. Tukaj ima baterija 79 kWh in glede na povprečno porabo samo 15 kWh, to pomeni, da boste med polnjenji zlahka prevozili vsaj 450 km. Govorimo o avtocestni vožnji in s hitrostjo 130 na uro, torej brez varčevanja. Če se boste večinoma vozili po podeželju ali pa po mestu, bo ta številka krepko preko 500 km in to se mi zdi zakon. Potem boste prileteli na Teslino polnilnico, kjer ne boste potrebovali nobene kartice, nobene aplikacije, ne bo vas skrbelo, če bo polnjenje sploh delovalo, samo priključili boste kabel in začeli polniti. To je zame totalna konkurenčna prednost, tudi polni se izjemno učinkovito, celo pri 97% še vedno z 20 kW moči, prej pa do 250. Ta električna uporabnost je skratka stvar, kjer ima Tesla pred večino še vedno veliko prednost. Kar nekaj njihovih različnih modelov sem moral peljati, da sem ugotovil, koga nagovarjajo in zakaj je totalno anemičen krmilni mehanizem, preko katerega voznik pri hitri vožnji ne dobi skoraj nič povratnih informacij, vseeno čisto ok. Ker se bo 95% lastnikov 99% časa vozilo umirjeno ali pa srednje hitro in takrat bo tole nenaporno krmiljenje super. Kdor pričakuje, da je takšna 440 konjska Tesla 3 tudi športen avtomobil, bo pa seveda razočaran. 4,4 sekundni pospešek do 100 je zakon za prehitevanja in trdim, da je tudi zaradi tega avto bolj varen, ker boste v 2 sekundah mimo drugega avta, ni pa tukaj moči toliko za to, da boste uživali v zavojih. Takrat se hitro pokaže, da tudi podvozje ni doraslo evropskim tekmecem in stvari se hitro začnejo rušiti.
anemično krmiljenje, povprečno podvozje in ne noro super dobra lega, v bistvu nič od tega ne bo navdušilo. Pa vsem pravim, da boljše ne rabi biti, ker boste trojko vedno vozili drugače. Večinoma so Teslini avti bele barve, ker skoraj nihče noče doplačati 2 jurja za tole rdečo. Meni je všeč, bi pa prihranil 1200 evrov in ne bi doplačal za belo notranjost, pa tudi sam ne bi izbral nadgrajenega avtopilota za 3800 evrov, ker trenutno deluje zelo podobno kot klasičen radarski tempomat. No, tukaj vse skupaj je, zato je pa cena avta 56 000 evrov.